Šalom. Danes povabljeni, da se skupaj podamo po ulicah mesta Jeruzalem. Umaknil sem se z ulice, ki se po latinsko imenuje Via Dolorosa, kar bi po naše pomenilo žalostna ulica ali ulica žalosti, in na kateri se kristjani že stoletja spominjamo tiste zadnje Kristusove poti, ko je nosil križ proti Kalvariji, da bi bil križan. In se mi zdi tako pomenljivo, da Kristus izbere ravno pot, po kateri je verjetno že kdaj prej hodil, zato da bi nam razodel, da tudi poti, ki jih odpravljamo vsak dan po pločnikih, ulicah, cestah, lahko postanejo kraj srečanja z njim. On je bil verjetno v tistem trenutku najbolj sam. Ob vseh ljudeh, ki so verjetno hiteli mimo, ki so prodajali z leve in desne, ki so ga pljuvali, ki so ga tudi ignorirali, je občutil globoko samoto. Zato, da bi nam bil blizu v naših vsakodnevnih poteh, da mi ne bi bili več sami, tudi kadar smo sredi vsega vrišča in hrupa naših mest, vasi in ulic. Danes vabim, da se za trenutek ustavimo ob vrstici iz 3. poglavja Visoke pesmi, ki pravi: Na svojem ležišču sem ponoči iskala njega, ki ga ljubi moja duša. Iskala sem ga, pa ga nisem našla. Vstala bom in krožila po mestu, po ulicah in trgih. Iskala bom njega, ki ga ljubi moja duša. Se mi zdi tako čudovito ta prispodoba te ljubimke, ki je simbol naše duše, ki išče Kristusa. Kadar ostaja v svoji sobi, zaprta, na svojem ležišču, takrat ne najde svojega dragega. Šele takrat, ko se odpravi ven, ko se odpravi v mesto, na ulice in trge, kot pravi, šele takrat najde svojega dragega in ga pripelje domov. Se mi zdi tako čudovito, tudi judovski rabini, ki to razlagajo, v prvem planu je seveda mišljen sam Jeruzalem in ulica Jeruzalema, hkrati pa lahko to pomeni vsako prebivališče, tam, kjer ljudje prebivamo. In mi je tako spodbuda, da bi res po vsakodnevnih poteh, ki jih upravljamo, ki morda že leta in leta po istih ulicah in trgih in pločnikih in vrtovih in parkih, v vsakodnevni rutini morda včasih pozabljamo nase, večkrat pozabljamo na Boga, da bi ga iskali ravno v tej vsakodnevni rutini, po ulicah in trgih našega vsakdana. In meni osebno vedno pomaga ta starodavna molitev že starih krščanskih menihov, molitev Jezusovega imena. In vedno, ko hodim tukaj iz fakultete, domov, iz samostana, v Božji grob in po ostalih poteh, ne vedno, ampak želim si, da bi me vedno spremljala ta molitev. Gospod Jezus Kristus, Božji sin, usmili se mene grešnika. In ko to ponavljamo, lahko, ko se vozimo s kolesom, ko čakamo na avtobus, ko smo na vlaku, ko smo na predavanju, s ponavljanjem te molitve resnično iščemo našega ljubega. Ga iščemo po ulicah, trgih, mestih, fakultetah, trgovinah, službah. In to je tisto krščanstvo, ki ni zapiranje v geto, temveč življenje tega sveta z novo kvaliteto, z novim odnosom. Vam želim tudi tega v tej pripravi na Veliko noč.